Ja, takole, naše društvo ima v letnem planu ohranjanje kulturne dediščine, kulturne in naravne dediščine kraja in med tistimi spomladanskimi, ko je postavljene mlaja pa jurjevanje, je za jesenski del namenjena kožuhatva. In sicer danes resnično naša mladina tega ne pozna, ker so kombajni, ki trgajo, ker so kožuhači, ne? Mi pa tale dogodek pripravimo čist na tak način, ko smo to delali pred 30-50 leti. Koruzo smo včeraj na roke potrgali, koših znosili, ker je pač tudi mokro, na prikolico sicer, lani smo imeli celo voz, letos smo to na prikolico. Ta koruza se je zdaj tlele pod kozovc vsipala, tu jo bomo skožuhali, nekaj bomo dali tudi za obesli, bomo tu na rante obesli, bo nekaj cajta tu visela. Ostala bo pa brez kožuhine, bomo kar zapalali vinko to domov, ker je to pripravo. Odločili smo se, da je ta kožuhata pod kozovcem, na prostem, tako kot je bilo to včasih, s kulinarično ponudbo iz tistega časa. Ko so se take kožuhatve organizirale. Imamo tudi poskrbljeno malo za muziko, muzikanta in po vsaki kožuhatvi je bil ples in bo nocoj tu. Odkud so se prišli kožuhači? Ja, kožuhači so iz vseh vasi okoli, od Podgorja, Pavlova vasi, Blatnega, tudi Bozelanci so, ker so v naša društva vključeni. Tako da se to kar počasi širi, malo dlje. Kako pa je bilo nekoč? Nekoč so bili pa večina sorodniki, pa sosedje, predvsem mladi. Mlade punce, mladi fantje. To je bil trenutek, ko so se marsikatere vezi splele in potem tudi se razvila ljubezen, pa tudi marsikatera trajna zakonska zveza iz tega. To so bili taki načini druženja na vasi. Prav čakali so, vse ni bilo prej, če je bila kje kakva veselica, drugega druženja pa tako ni bilo ponujenega, so čakali kožuhato, predvsem mladi. Omenili ste kulinariko, kaj so takrat jedli? To je bil praznik. Ja, je bil praznik, ampak takih, ne vem, kakih dobrot ni bilo na razpolago. Bila je pa obvezna orehova potica, doma peči pečen kruh, tudi bel je bil, že pozneje, ne, prej je bil bolj koruzen, ja, pa kakva pečenka, kakva krompirjeva solata ali pa fižolova solata, nekaj takega. Meso je pa bilo, potica orehova je bila pa obvezna. Pač mora biti zelen ali plav, njihov sobol je mal. Stirite usta, pa na gor! Pač mora biti zelen ali plav, njihov sobol. Samo jaz pijem. Ja,
Ne, dobra. Minuto vam vzamem, dobre volje. Gremo domov? Ne, Ivan. Lep pozdrav v imenu turističnega društva, ki je letos ponovno organizator Kožehatve. Nismo vedeli, kdaj bi zdaj ta pozdrav naj bil, ker pač se nam je ura malo premakla naprej, zdaj se nam je že nazaj. Pozdravljam vse predstavnike društva, ki so uspeli za nocojšnji večer priklicati, privabiti svoje člane. Koruza nam je Vinko, Lesinšek pa Slavica, so nam popravila dovolj, delamo imeli dovolj. Upam, da se vam imeli lepo, uživajte, vse priložnosti nimate doma, ne? Lep večer! Zdaj vidi, je sploh. Tam je bilo na mesto tednik. Gremo še ure pogledati, kaj ne pogledaš, kamerama, včeraj samo gdje grešo. Gdje grešo? I kad ne bi se napravimo da pogledamo veliko. Ne Vinko Garočone držao. Pivaj, pivaj! Žarko zbari, žarko! Saj sem že gotovo, ampak vi lahko stojite.